Torej, ko gre za ministra Logarja, morate vedeti, da je šlo za rutinsko testiranje, ker je bil v tujini. Bil je na obisku v Italiji v ponedeljek, potem pa v vseh 3 baltskih državah in po vrnitvi domov je šel na testiranje. Nihče ni pričakoval, da bo pozitiven, potem pa se je pokazalo, da je pozitiven in od takrat naprej je v samoizolaciji. Kar zadeva ministra Koritnika, ne komentiram, ampak samo pojasnjujem to, kar morda javnosti ni dovolj znano. Minister Koritnik do zdaj ni bil testiran, zato se tistega četrtka ni udeležil seje vlade na Brdu. Šel se je testirati zato, da bi, tako kot vsi drugi člani vlade in tudi drugi, ki pri tem sodelujemo in smo bili že večkrat testirani, tudi on bil testiran in zato ga v tistem času ni bilo na vladi in čakal je na izid testa, ki je bil negativen. Kar pa zadeva direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje, pa se mi zdi ta njegov očitek njegovemu ravnanju res bizaren in v tem trenutku manj sporen. Predvsem se je iskreno opravičil in obžaloval. Jaz z njim dnevno komuniciram, slišiva se več kot 10-krat, od ranih jutranjih ur, se pravi preko polnoči do 3 zjutraj, se slišiva. Tisti dan, ko se mu je to zgodilo, je pripravil vse grafične podlage za odločanje vlade na Brdu, bil potem do konca dneva in praktično do 10. ure zvečer na delovnem mestu in potem se je odpravil domov in tam se mu je zgodilo, da je gorivo točil brez maske. Je pa šel z masko od avtomobila do blagajne in tam plačal z masko. In če ste pogledali dopolnitve odloka, o katerih smo govorili, zdaj, če na 3 metre ni nikjer nikogar, je to nekaj normalnega in v tem primeru je človek lahko brez maske. Ampak še enkrat, on je to obžaloval. Ni komentar, je samo pojasnilo. Človek resnično dela tako, da večina ljudi nikoli ne bo verjela, da človek toliko zdrži. To so moji odgovori in pojasnila na vaše vprašanje.